Že v nagradni igri smo razkrili, da se nam bo v studiu pridružil Alfi Nipič, pevec, ki se je za silvestrski večer sposoben tudi klonirati. Dobro jutro želim, Alfi. Lepo dobro jutro. Silvestrski poljub, ena izmed vaših najbolj znanih pesmi. Dejstvo pa, da ste kar 7-krat slavili na festivalu Narečnih popevk, pa je verjetno kar nek svojevrsten uspeh. Ja, takrat je bilo to nenavadno. Moram pa reči, da je bilo to eno presenečenje tudi zame, da sem dobil 7 let nagrado publike, Štajerc, Prvlek, Bolfek, Flosarji, Hiče, Polin, Coprica, ko to ti Štajerc zdravo pade. Mislim, nekateri se še spomnijo teh posnetkov, ampak se pravim, to je že res zgodovina. Sicer pa nastopili ste celo na prvi narečni popevki leta 1962, 72. Pa ste skladbo Bolfenk prijeli kar 3 nagrade, pa predlagam, da si mogoče ta spot za začetek kar ogledamo. Stvarimo mladi, poslušajte, kaj bo govoril. Da se na Pohorju našem kaj tako zgodi. Kak je prevelen tam dnevi naš Bolfenk dol zgoro. Vješterga ljudi, poslušajte vsi. Mi holcarski pjevi smo dreve sekali, po Drčak dolino pa hlode spušali. Te pirtel smo pili, pa juckali vsi. Te ljudi so prišli se grli, gori, 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 gori. Je hujda hica bila, kadilo se je z Bolfenka, patron nam dol gori. Je bogi, bogi ljudi mi, gasilci, cajti vsi, berajt so bili naštimani. To je bilo nekaj taktov Bolfenka, sicer pa v nadaljevanju bo še kar nekaj skladb. Pri tej skladbi je zanimivo, da je bila skoraj desetletje prepovedana. Kaj ste takega naredili? No, nekaterim je to šlo malce na živce, zato ker jaz pojem tam, da naj bi Bolfenk dol zgorel, ker vode fasl ni imel. Ampak to je ena parodija, ne? Nekateri so se razburjali, so rekli, da so to Bolfenk dol požgali naši takratni drugi svetovni vojni, torej okupator, sovražniki, ne? In jaz sem rekel, jaz to nisem napisal, jaz samo to pojem, dajte se s tistim izmeniti, kjer so to napisali, ne? In so jo dali na hladno za kar nekaj desetletij, ne? In potem verjetno, ko vlada več ni bila tako močna, pa so... Zdaj so jo rehabilitirali, zdaj lahko se spet vrti, zdaj spet se lahko poje. Jaz mislim, da glasba ne prinaša nič kaj tak slabega, ampak takrat je bilo pač nekateri so imeli v glavi to, da je to pač nekaj proti temu, mislim, kar so imeli oni prepričani, ne? Malo se brskal po arhivu in preštel sem, ne vem, če imam prav. Kar 13-krat ste nastopili na festivalu Narečnih popevk. Ja, moram reči, to bom zdaj prvič povedal, ko več nisem mogel nastopati na Veseli jeseni. Prvič sem prepeval na prvi Veseli jeseni, to mi je dal Dragiša Modrinak to sliko. Sem prepeval 1962. leta, to je bilo v Hali C, in dobil sem pa pesem Zadnji trenutek in sem še imel v desni roki košček besedila, ne? In tako, to je bilo res 1962. leta, to je bila prva popevka Vesele jeseni in moram reči, da takrat je bilo to res nekaj posebnega. Zame je bil to prvi taki večji nastop in torej nastop, ki ga prenaša tudi radijska postaja, torej Radio Maribor. Vaši spomini in vaše glasbeno delo, kar se tiče narečne popevke, je ogromno, kar se tiče narodno-zabavne glasbe, prav tako pa zabavne, pa celo tehno glasbe. Ja, takrat so tudi rekli, Alfi ga spet malo lomi, ali pa po domače serije, ne, zato ker jaz sem pač hotel vedno v vsaki pesmi dati tudi neki videz. Ne, jaz sem tudi, mogoče na Veseli jeseni sem se prelebil v enega res veselega Štajerca. Tukaj zdaj vidimo tele posnetke tu na grafiki, vzadaj tu recimo razkazujete noge, ne? No, tu je bila ena retrospektiva, jaz pa takrat, ko sem zmagal s to popevko, sem bil tako oblečen, da se od spredaj ni videlo, da sem v kratkih hlačah. Ko sem se obrnil in se zahvalil dirigentu, so pa videli, da imam od zadaj kratke hlače, ker so
no, mislim, tukaj ne, drugače takrat je pa bil to en šok, pa so se ljudje pač smejali. Skratka, to je bil festival, ki je nekje razveseljeval ljudi in ti, mislim, vsaj moje te pesmi nekako so vse ostale, ne, naprimer Štajerc, Prlek, Bolfenk, Flosarje, Fiče, Pali Coprca, ko to tih Štajerc zdravo pade. Potem sem z Maretko Falk prepeval telefon tistih halo, halo, me kličeš Maxi ti, ne, ki je še vedno nekako, ga že drugi tudi prepevajo. In lahko rečem, 7 tistih vseh, ki sem prepeval, so nekako ostali. Ampak prej sem hotel, nisem do konca povedal, prvič, ko nisem mogel prepevati, ker sem mogel takrat se nekako odpovedati, ker sem podpisal z ansamblom Bratov Avsenik pogodbo in sem mogel biti nekako vedno na razpolago ansamblu Bratov Avsenik, nisem se mogel vezati več za festival. Sem doma gledal ta posnetek in moram reči, da takrat se mi kar odkrnila ena solza. Se nekaj, zdaj pa jaz ne bom mogel več na tem festivalu prepevati, ki me je pripeljal, da sem sploh potem še dalje prepeval. In jaz imam vedno en tak spoštljiv odnos do tega festivala, ki me je res dosti dal. 7 let nagrado publike Zlati klopotec, enega mi celo imam doma podaril Berti Rodošek za spomin, tistega prvega od Štajerca in piše za najbolj kvalitetno popevko in največji uspeh Štajerc, ne, in to imam še vedno doma. Moram reči, da mi je ta festival dal res veliko in vesel sem, da je ostal in da je zdaj, ko je 50. spet nekako obarvan Štajersko. Jaz mislim, da bo en lep večer to v dvorani Tabor, kjer bo ta vesela jesen. Ravno to sem želel povedati. Vsi najbolj vidni, izstopajoči glasbeniki iz vseh 50 let bodo se še enkrat predstavili z najbolj popularnimi skladbami. Treme verjetno nimate? Ne, jaz mislim, da je to lepo, da bodo vsi tisti prišli, ki so nastopali. Tako bi moglo biti tudi na slovenski popevki. Jaz žal ne morem biti na slovenski popevki, ker ravno 15. septembra imam ta festival v sosednji Avstriji, kjer prepevam. Mi je žal, da ne bom na slovenski popevki, ker sem tudi prepeval, meni sledi 7-krat, torej 7 let sem prepeval na slovenski popevki. In vidim, da bo na veseli jeseni več tisti, ki so bili včasih, kot pa na slovenski popevki. Koga se najbolj veselite, da boste ponovno videli na odru? Ja, vse. Ker jaz sem bil res, mislim, 13-krat vedno v stiku. Bilo je takrat ena štimoga okrog te vesele jeseni, nepopisna, mislim, in ostajajo mi res lepi spomini. Na koncu lahko rečem, da ostajajo vedno slike in pa posnetki in pa plošče, ki smo jih posneli. Alfi Nipič, hvala za obisk v studiu in se vidimo 28. septembra v dvorani Tabor. Hvala za pogovor. Hvala.